Zdaj, če se vrnem nazaj, ta orodni stolpec omogoča dodajanje vprašanj, dodajanje naslovov. Vprašanje izgleda, v bistvu, če si predstavljate na tak način, vprašanje bi bil pisano tukaj, odgovor bi ga pa lahko sodelujoči vpisali sem. Tle imamo več tipov vprašanj. Zdaj, če gremo kar po vrsti. Tako, kot sem rekel, najprej lahko dodamo naslov. S tem dodamo pač nek kratek opis, o čem sploh je ta anketa, o čem bi radi govorili, poveste, kaj bi radi, ne vem, kakšne informacije zbirate, poveste tudi, kje se bo to končalo in komu je to namenjeno. Se pravi, ta osnovni gradnik, lahko rečemo, so naslovi. Teh naslov lahko date poljubno število, lahko jih vmes med samo anketo dodajate, ampak v osnovi je namenjen na vrhu posameznega razdelka. Zdaj, začnimo najprej z vprašanjem. Lahko s tem, ko kliknemo tej orodni vrstici na ta plus, lahko dodamo enostavno vprašanje s kratkimi odgovori. To vprašanje, ko to naredimo, se nam odpre takale prezentacija in na tem mestu lahko vpišemo, kakšno je vprašanje in potem razdelamo to vprašanje z besedilom, če ga to hočemo. Recimo, čisto za malce več pojasnila za samo vprašanje. Na desni strani lahko izberemo, kakšen je ta tip odgovora in tle v tem primeru je to nek kratek odgovor. Zdaj, če si predstavljate, da iščemo, ne vem, samo eno besedo, recimo vprašanje glavno mesto Saudske Arabije in potem razložite, Saudska Arabija je država na Bližnjem vzhodu in glavno mesto je Rijad. Zdaj, tle spodaj si pa izberete tudi različne opcije. Eno je, da lahko to vprašanje zbrišete, da ste se mogoče zmotili, lahko ga podvojite, mogoče mi je rado še isto vprašanje večkrat in ga samo malo spremenite. Z slajderjem oziroma to možnostjo tukaj pa določite, ali je vprašanje obvezno, se pravi, ali pri celotni anketi odgovor na to vprašanje nujen za vsakega udeleženca. Te 3 pikce pa omogočajo neke dodatne nastavitve oziroma napredno urejanje tega, kar bom pa povedal na koncu. To je bilo neko vprašanje s kratkimi odgovori. Zdaj, tle imamo podobno opcijo, da lahko dodamo tudi daljši odgovor. Tle v tem primeru imamo pač tak majhen razdelek, do katerega dodamo, ampak za primere, ko pa pričakujemo, da bojo udeleženci napisali malo več, pa lahko izberemo daljši odgovor. Vse to se naredi v tem razdelku, tle zgoraj. Bom pol tudi pokazal v sami, kako to v živo izgleda. Zdaj, naslednje vprašanje, ki ga lahko damo, je pač več možnih izbir. To so predvsem vprašanja tipa ali. Zdaj, v primeru, ko imate neko možnost, ne vem, postavite vprašanje, ali je Rijad glavno mesto, da ne, ali imate možnosti ABCD in samo eno je pravilna. S tem tipom vprašanja lahko dodate, koliko možnosti želite, lahko pa dodate tudi možnost drugo. Stvar je tle precej enostavna, samo s kliki na dodaj možnost, lahko dodajate odgovore poljubno, lahko dodate tudi nekaj več teksta o tem, o čem je sploh vprašanje, kako to izhaja. In z X-om na desni strani to možnost umaknete. Zdaj, na tem primeru je vprašanje, smo dal vprašanje, samo vprašanje in možnosti, ki so na voljo, možnost 1, možnost 2, medtem ko zadnja možnost je v bistvu samo prikazana kot možnost za dodajanje. Podobna situacija kot prej, vprašanje lahko podvojimo, lahko ga zbrišemo in spet izberemo, ali je obvezno ali ne. 3 pikse na koncu pa spet omogočajo to napredno urejanje, ki v tem primeru bo spet pokazano v zadnjem razdelku te prezentacije. Zdaj, to so bila vprašanja tipa ali. Prej smo rekli kratki, daljši odgovor, zdaj smo na vprašanjih tipa ali. Naslednja možnost so vprašanja A in B, C in D. Se pravi, možnosti nekih več izbire. Google temu pravi potrditvena polja. Zdaj, si predstavljate, da obstaja vprašanja, ki imajo več možnosti izbire, po katerih lahko udeleženci rečejo, ok, trditev drži ali pa ne drži, ali pa
lahko izberejo samo pravilne. Tle se mogoče ena stvar, ki je spet ista. Se pravi, vprašanje ga zapišemo v to okence, izbrali smo si pač možnost tega potrditvenega polja in spet naštejemo vse te možnosti, ki obstajajo. Zdaj, v tem primeru se lepo vidi, da sem jaz dodal tudi opcijo drugo, kar pomeni, da udeleženci bojo videli tudi to opcijo drugo in si bojo lahko izbrali, če bo to potrebno. S tem pa, ko kliknemo na dodaj možnost, pa lahko samo dodajemo nove oblike možnosti, tako kot je, kakor jih pač želimo. Ena od opcij na tem primeru, tudi v prejšnjem je bila, da lahko kot odgovor damo sliko. To naredimo tako, da kliknemo na ikonco poleg možnosti, prav poleg odgovora, in dodamo sliko po lastni izbiri. Pojavilo se vam bo novo okence, v katerem vam bo reklo, ok, izberite sliko oziroma naložite sliko oziroma izberite sliko z interneta, poiščete sliko in lahko komot uvozite v celotno formo. S klikom na X pa določimo v bistvu to, da lahko stvar umaknemo in izbrišemo iz možnosti. Situacija spode je identična, lahko podvojite to vprašanje, izbrišete in spet določite obvezno ali ne, ali pa uporabite napredne nastavitve le tega vprašanja. Ok, zdaj imamo neke osnovne gradnike, ki smo rekli. Na nek način imamo zdaj neke osnovne gradnike, ki omogočajo čisto enostavno vprašanje. Se pravi, vprašanje tipa daljšega razdelka, vprašanja tipa AB ali pa A plus BC. Zdaj imamo še možnost, ki rečemo neko mrežo. Se pravi, v tem primeru lahko rečemo, ok, imamo več vprašanj tipa A ali B ali C in zdaj imamo več vrstic, v katerem se lahko izberemo pač tudi več stolpcev. Tle mogoče spet pride do istega izraza, v zgornjem razdelku pišemo ime teh vprašanj, medtem ko v vrstice damo neke trditve ali pa neka dodatna vprašanja in posledično bojo vsa ta vprašanja oziroma vse te vrstice imele na voljo vse odgovore, ki so v stolpcih. Torej, če si pogledate, tako kot sem imel primer v prejšnjem vprašanju ali, pomeni, da bo prva vrstica imela vse stolpce na izbiro za odgovor. In druga vrstica isto bo imela iste izbire. Ta opcija je precej enostavna ali pa dobra, takrat, ko imate veliko število vprašanj. Ta vprašanja pridejo do izraza, če bi radi to res združili v nek tak enostaven, namesto da pišete oziroma podvajate vprašanja tipa ali, lahko na tak način to sestavite v eno mrežo z vprašanji z izbirnimi odgovori. Podobno, se pravi, tle smo naredili neko mrežo odgovorov z izbirnimi vprašanji, kot smo rekli ali, je to sam nek tak skupen zbirni sistem za nekaj takega. Podobno kot pri ostalih, lahko stvar podvojimo, lahko jo tudi potrojimo, koliko želite. Z izbiro te ikone si stvar izbrišemo in odgovor zahtevamo, da je obvezen ali pa ne. Spet 3 piksami lahko določimo nadaljne oziroma napredne stvari, ki so s tem potrebne. Mreža odgovorov, se pravi mreža potrditvenih polj, je precej podobna kot mrež odgovorov za ali, kjer lahko za vsako vrstico povemo, ali stolpec 1, stolpec 2 ali pa 3 drži ali ne, oziroma izberemo ali ne. Torej, če smo prej imeli vprašanje ali, imamo tle možnosti in, prav stolpec 1 in stolpec 2 ali pa in stolpec 3. Z klikanjem na dodaj stolpec oziroma dodaj vrstico lahko dodajamo različne možnosti vprašanj in odgovorov v vsako od teh vrstic. Spet podobno kot prej, izberemo isto situacijo, torej lahko podvajamo, lahko zbrišemo in se ukvarjamo s tem, da delamo, da na nek način definiramo, ali je odgovor potreben ali ne. Spet vsaka od teh obrazcev omogoča neko napredne funkcionalnosti, ki jih dobite v tem, da kliknete na
na te 3 pikce. Zdaj, lahko pa rečemo tudi tako, da to je bil vse, kar sem zdaj povedal, lahko sestavimo v en razdelek. Lahko imate samo en razdelek, lahko jih pa dodate več. Več razdelkov v bistvu ponovi celotno situacijo, kar pomeni, v drugi razdelek lahko dodate vse tiste stvari, ki smo jih zdaj imeli, torej vprašanja teksta, kratki, daljši sestavki, tipa ali, vprašanja in mreže odgovorov in mreže skupnih vprašanj. Zdaj te lahko, se pravi, grupirate v nek naslednji razdelek in s tem omogočite nek drug del vprašanj. V sami prezentaciji se bo to tako videlo, da bo vam pokazali prvo stran, se pravi, razdelek 1 bo na prvi strani, medtem ko na razdelek 2 bo na naslednji strani, s čimer pomeni, da bojo uporabniki, ki bojo to kliknili, bojo dejansko preusmerjeni na naslednjo stran, kjer se to zgodi. Včasih razdelki pridejo prav za primere, ko rečemo, ok, zdaj bi radi na prvi strani izbrali samo neke osnovne podatke, recimo vaše ime, vaš email, naslov, karkoli, in potem na naslednjem razdelku, oziroma na naslednji strani začnemo z dejanskimi vprašanji in tem. Stvar tako postane malce bolj obvladljiva in malce bolj organizirana. Zdaj, vse to, kar smo naredili, se na koncu manifestira tako, da če se vrnem nazaj, če si izberete slikco predogleda, to, če se vrnem nazaj, pomeni s klikom na tole izbiro, se pravi na ta oko, bo celotna stvar se prikazala, kako bo izgledala končnemu uporabniku. Se pravi, ko bomo stvar poslali ven, bojo uporabniki videli tako. Se pravi, z izbiro te ikonce boste videli predogled celotne zadeve, s čimer lahko sami vidite, kako bo stvar izgledala, ko bo enkrat prišla do samih uporabnikov. In to dejansko izgleda takole. Zdaj, če si predstavljate, prej smo napisali neke osnovne gradnike, na prvi strani imamo to možnost naslova, ker smo mi dali ime, moj prvi obrazec, postavili smo neko vprašanje s kratkim odgovorom, postavili smo neko možnost, različno vprašanje tipa AB in potem smo naredili vprašanje tipa A plus B plus C in. Zdaj, tlele na tej točki vam lahko pokažem, kako izgleda to tudi interaktivno. Zdaj, če si predstavljate, to je čist kopija tistega, kar smo videli v prezentaciji. Spet naslov, recimo ljudi hočemo dobiti nek email naslov, radi bi postavili prvo vprašanje, imamo spet možnosti vprašanj tipa A ali B, izberemo možnost tudi A plus B in C. In potem tisto, kar mogoče je bilo predvsem nejasno v prejšnjem delu, kako izgleda ta mreža odgovorov. Mreža odgovorov na koncu izgleda takole. Se pravi, dodali smo vrstico in za vsako vrstico smo izbrali različne opcije. Tle si recimo lahko uporabniki izberejo nekaj in zaradi tega, ker smo rekli, da mora stvar biti obvezna, na tak način v bistvu izberemo, da morajo uporabniki to res klikati. Ta mreža odgovorov, kjer je več možnih odgovorov, pa omogočamo s tem, da lahko preprosto pišemo neke trditve in potem za vsako vrstico te trditve lahko sestavljamo skupaj s pomočjo stolpcev. Zdaj, če se vrnem nazaj, tle dodamo neko možnost, izberemo eno možnost, treba izbrati vsaj dve, kakor je Google rekel, in odgovorimo na neko vprašanje, kako izgleda. Zdaj, če se vrnem nazaj na prezentacijo, v bistvu to, kar ste zdaj videli, je samo preview, kar pomeni, da to bojo samo vi vidite, to še ni nikamor poslan, to je samo namenjeno temu, da vi vidite, kako izgleda vaša anketa oziroma obrazec, preden ga vi delite z ostalimi. Če se vrnem nazaj, kako to izgleda v sami prezentaciji, se bom vrnil nazaj na samo prezentacijo v temo, tako da vam povem še ena par stvari zraven. Zdaj,
Ko sem na prvi strani, tisti, ki se odpre, je bila ena od opcij tudi splošne nastavitve. S klikom na ikonco se vam bo odprl nek nov okenček, v katerem imamo različne nastavitve, ločene v splošno, ki so vezane predvsem na te, kako je anketa, neke splošne nastavitve, potem imamo neke stvari, ki so povezane s predstavitvijo, in pa na koncu povemo tudi neke stvari, kako lahko celotno anketo spremenimo v kviz in posledično tudi to vrednotimo oziroma ocenjujemo. Zdaj, če rečemo na čisto osnovno, lahko rečemo, da v anketi zbiramo elektronske naslove. Kaj to pomeni? To pomeni, da se v vašem obrazcu pojavi oziroma dodamo eno polje oziroma vprašanje, lahko bi tudi rekli, v katerem rečemo, ok, tle morate noter vpisati elektronski naslov. To omogoča, da mi vsakega od oseb, ki je odgovorila na to anketo, ki je pač dala svoje glasove oziroma svoje odgovore, vemo njihov elektronski naslov, tako da so ga pač oni morali pisati. Ena varianta, kar je pomembna, je tudi, če rečemo, da omejimo samo na en odgovor, to pomeni, da morajo biti ljudje, ki odgovarjajo, prijavljeni v svoj Google račun. To pomeni to, da imamo odgovor, ki je omejen sam na enkratni. Se pravi, če veste, da so bili ljudje prijavljeni v Google račun, jih lahko omejimo, da samo enkrat odgovorijo na to vprašanje. V primeru, da tega nimamo, lahko več ljudi odgovarja to na isto oziroma lahko večkrat. To ne pomeni, da rabijo udeleženci, ki odgovarjajo na to anketo, svoj Google račun. To pomeni samo to, da če hočemo res zagotoviti, da ljudje samo enkrat odgovorijo, takrat ga rabijo. Zdaj, to včasih je problem, zaradi tega, ker če zbiramo nekaj več odgovorov ali ne, ampak v osnovi mi lahko to dosežemo, da ljudje samo enkrat odgovarjajo na to vprašanje oziroma na celoten vprašalnik. Zdaj, imamo tudi opcijo, da ko enkrat ko recimo so udeleženci dali te svoje obrazce, ko so udeleženci oddali odgovor na te obrazce, jim damo tudi možnost, da to urejajo naknadno, oziroma recimo čisti primer, rečete, ok, jaz bi rad zbral odgovore in potem sami udeleženci lahko imajo možnost, da te odgovore tudi naknadno popravijo. To sicer lahko tudi preprečite, ampak s tem, da na tem mestu ne date kljukice, pomeni, da ko je enkrat vprašalnik, ko so enkrat odgovori oddani, tega urejanja ne more biti. Vse, kar lahko naredijo udeleženci, je, da oddajo nova vprašanja, oziroma še enkrat izpolnijo celotno zadevo. To zna biti včasih problem, ampak po mojem mnenju je to dobra opcija, s čimer preprečite, da ljudje naknadno ugotavljajo oziroma popravljajo stvari. Ena opcija, ki jo Google obrazci tudi ponujajo, je, da ko imate enkrat odgovore zbrane, lahko ljudje, ki so to odgovorili, vidijo, kakšni so povzetki tega. Kar pomeni, da ko enkrat jaz odgovorim, lahko vidim, kako so ljudje odgovarjali, kakšni so odgovori in kako so recimo porazdeljeni z nekimi grafikoni. To je kvizih in takih stvarih odsvetovano, zaradi tega, ker nočete, da ljudje vidijo, kakšni so pravilni odgovori in na tak način, v bistvu, če tega ne obkljukate, preprečite te stvari. Ok, če se vrnem, če grem naprej, je naslednji del nastavitev, da si izberete stvar predstavitve. Ta nastavitev predstavitve obstaja predvsem neka oblikovna lastnost celotne ankete in tle lahko določimo, da ljudje vidijo, oziroma da udeleženci ankete vidijo, koliko jih še čaka v nadaljevanju ankete. Torej, če veste, da imamo 6 razdelkov, potem bojo videli, da obstaja 6 razdelkov, v katerih bojo šli. To je včasih dobro, včasih ni. To je čist pač stvar odločitve vsakega posameznika avtorja. Ena od stvari, ki je zelo primerna ali pa zelo dobra, je v primeru, da imate vprašanje tipa ali pa in, lahko s kljukico na ta del omogočite, da se stvari same mešajo. Kar pomeni, da
recimo možnost ena ne bo na prvem mestu, ampak bo na tretjem, če imate več kot 3 opcije. Pač lahko se, na tak način se bojo v bistvu ta vprašanja generirala. V bistvu odgovori bojo vedno premešani. Lahko pa tudi določite to, da so tudi vprašanja različna na tak način. Zdaj, na koncu, kot rečeno, ko je enkrat stvar oddana, lahko pokažete to povezavo za pošiljanje novega odziva, kaj to pomeni. To pomeni to, da če sem jaz kot udeleženec te ankete že oddal en odziv, mi da možnost, da se vrnem na začetek in oddam novega. To je pri vprašanju nekih kontrolk, kvizov definitivno nezaželen, zaradi tega, ker vi hočete samo, da enkrat se to zgodi. In ko enkrat jaz na koncu oddam, ko jaz zaključim s celotno anketo kvizom, z nastavitvijo tukaj povem, kakšen je odgovor oziroma kaj udeleženci to vidijo. V tem primeru lahko povemo pač, kar želite, ne vem, če se primer kontrolke poveste, kdaj so pričakovani odgovori. Zdaj, zadnja stvar so pa v bistvu kvizi. V nastavitvah imate tudi opcijo kvizov in to pa doda neko tako možnost, da lahko za vsako vprašanje ga točkujete. Postavite neka pravilna odgovore na vsakem vprašanju z temi dodatnimi nastavitvami in vsako vprašanje točkujete. To pomeni, da ko bomo udeleženci te ankete odgovarjali na ta vprašanja, bojo s tem z odgovorom točno vedeli, ali je bil odgovor na vprašanje pravilen ali ne. Ena opcija je, da rečete, ok, v redu, ko bo odgovor na vprašanje znano, lahko takoj se pravi, ko jaz odgovorim in zaključam celotno anketo, se pravi, zberem, lahko temu udeležencu ankete takoj predstavimo te odgovore. Se pravi, da jih takoj vidijo po posamezno. To verjetno ni najboljša rešitev za kontrolke in take stvari, zaradi tega, ker tisti, ki bojo prej odgovorili, bojo že videli pravilne odgovore in za take stvari raje predlagam, da si izberete drugo opcijo, kjer bojo ljudje odgovarjali na vprašanja in posledično boste imeli možnost naknadno pregledati tega, ampak da pa lahko to naredite, je pa potrebno zbiranje elektronske pošte, da bojo lahko udeleženci nazaj obveščeni o uspehih svojih odgovorov. To zdaj ne pomeni, da potrebujejo Google račun, potrebujejo predvsem vpisati svoj elektronski naslov, da lahko potem to, da vemo, kam sploh nazaj odgovoriti. Zdaj, tle so tudi neke opcije, ki omogočajo stvari že pri samem odgovarjanju na vprašalnike in to je, da anketirancu takoj povemo, kakšne so napačni odgovori oziroma kateri so bili napačni, lahko jim povemo, kateri so bili pravilni in na koncu pokažemo število možnih točk. To je sicer fajn v primerih, ki delamo enostavne kvize, ampak če pa delamo kontrolke, kjer to na koncu tudi nekako ocenjujemo, pa te stvari bolje izklopiti, zaradi tega, ker s tem ostalim udeležencem ne omogočamo vpogledati te, katere stvari so pravilne in katere so napačne. Zdaj, kako se pa stvari zbirajo? Se pravi, jaz kot recimo udeleženec sem šel skozi celotno anketo, tako kot ste jo videli, in na koncu sem jaz izbral možnost pošiljanja, torej šel sem skozi anketo. Tukaj je zgleda oblika. Da bom malo pohitil. In ko jaz zaključim, recimo jaz rečem, ok, zdaj pa jaz oddam anketo in ta anketa se bo pojavila v razdelku odzivi. Tle imamo več možnosti, kot sem že prej rekel, obstaja ena možnost teh odzivov, tako da rečemo, da si pogledamo povzetek. V povzetku, ki je, v bistvu lahko vidimo neke grafikone, kako so stvari urejene, vidimo, kako so ljudje odgovarjali na določeno vprašanje, recimo kakšna porazdelitev vprašanj tipa ali, oziroma in. Ampak tle bi jaz predvsem poudaril na ta zadnjo opcijo, osebni,
kjer lahko vidimo posamezne odgovore. Se pravi, če nas je 10 odgovorili na to anketo oziroma te obrazce, imamo 10 odgovorov, bi radi videli samo moje odgovore oziroma vsakega posameznika. In s tem, da si izberemo te osebne odzive, lahko vidimo, kako je vsak posamezen uporabnik odgovarjal. Se pravi, v primeru mene vidite najprej moj odgovor, če je nekdo od mojih kolegov, sošolcev, kdorkoli odgovarja, lahko vidite njihove odgovore in tako naprej. Med samimi odgovori se prestavljate z, recimo v tem primeru smo dobili 2 odgovora in ta 2 odgovora sta, v bistvu zdaj gledamo prvi odziv in s klikom na naslednji bi na tak način videli, kako so stvari, kako so jih naslednji udeleženci odgovarjali. Ok, zdaj pa gremo na to napredno rabo. Mogoče na tej točki, če ima kdo kakšno vprašanje, bi vas prosil, če napišete v sam chat celotnega tega predavanja. Na hitro si pogledam, kaj je tisto. Kako točkujemo? To je stvar, ki jo bom zdaj pokazal. Za vprašanje... Tega zadnjega vprašanja gospe gospodične Sanje Ban ne razumem najbolj. Se pravi, ko enkrat pošljete ven anketo, je najboljše, da nastavitev ne spreminjate. Zaradi tega, ker na tak način bojo udeleženci, ki so prej odgovorili, v bistvu na nek način prikrajšani oziroma bo videli drugačne stvari, kakor udeleženci pred njo. Zdaj, v tem primeru je najboljše, da stvar res naredimo, pač zelo dobro vnaprej in da nimamo težav. Zdaj, če se vrnem jaz nazaj, vprašanje se predvsem nanaša na nastavitve kviza. Čakajte, da še enkrat. Sam trenutek. Če si anketiranec lahko ogleda zadnji del kviza, tega ne razumem najbolj, ampak anketiranec vedno lahko štarta samo na začetku. Štartaš na začetku in potem se sprehajaš skozi celoten kviz. Ne moramo pa tega reči, ok, če naredimo, da so odgovori obvezni, pomeni, da na naslednjo stran oziroma na naslednji razdelek sodelujoči ne bodo mogli iti in na tak način ne bojo imeli možnost. Ja, najboljše, da zdaj vklopite mikrofon, pa bom mogoče malo lažje odgovoril na to vprašanje. Upam, da mi je zdaj ratalo vklopiti. Je, se slišva. Takole, jaz sem imela vprašanje, tole, na koncu anketiranec si lahko ogleda, se pravi vsa ta vprašanja z napačnim odgovorom, s pravilnim odgovorom pa število možnih točk. Če jaz tukaj, če jaz prav razumem, če bi priklopila pozneje po ročnem pregledu, potem bom jaz, ko bom to pregledala in ko se bo njim poslala elektronska pošta, se pravi po kontrolni nalogi, bo lahko on videl, kaj je odgovoril pravilno in kaj narobe. Ja. No, to me je zanimalo. Ja. Se pravi, v tem primeru je pa smiselno tisto dol poklukati. Ja, zdaj točno ne znam povedati, zdi se mi, da je to predvsem vezano na takojšnji odgovor. Se pravi, ko jaz vložim, ko jaz zaključim z anketo, pomeni, da mi bo anketa že takoj pokazala vse te stvari. Aha. Ja, predvsem je ta posreduje oceno pomeni, da bojo takoj videli stvari, pač vse, kako so stvari bile pravilne ali pa negativne, ampak bojo pa tudi videli ostale stvari. Če jaz to prav razumem, iskreno povedano, tega nisem naredil, ne morem točno narediti, ampak glede na to, kako sem zdaj videl, je bilo to ponavadi tako narejeno. Se pravi, da če si ti vklopil te zadnje opcije, so bili odgovori znani takoj po vnosu
ankete, se pravi, ko jaz zaključim. To, kot rečeno, jaz bi to odsvetoval za primere, ko delamo te samovprašalnike in potem raj z vklopitvijo opcijo pozneje po ročnem pregledu naredimo. Ampak jaz sem imela v mislih, če bi preklopila pozneje po ročnem ogledu. Ja, pa pol naprej. Da potem šele, ko jaz ročno pregledam vsem, da takrat oni dobijo na mail nazaj rezultate v bistvu z odgovori, kaj sem imel prav, pa kaj sem imel narobe. Razumem. Iskreno povedano, ne vem. No, bomo sprobali. Bomo naredili preverjanje, pa bom sprobala v razredu. Ja, mislim, da bo kontrolka. Zdaj, mislim, povedali so mi, da temu ni tako. Se pravi, da do tega ne bo prišlo, če na tak način to naredimo. Se pravi, da udeleženci ne bodo videli pravilnih odgovorov na tisti točki. Ampak ja, kot rečeno, najboljše mogoče res, da sami preverite in da boste točno vedeli, kako se stvari tukaj na koncu izkažejo, kako so te udeleženci obveščeni in kakšen je njihov način obveščanja. Tega dela res ne znam točno odgovoriti. Najboljše, da samo uporabo oziroma nastavite, probate to narediti. Hvala. Zdaj, če se vrnem naprej, zdaj nekateri gradniki v napredni rabi omogočajo to, da določimo, kako morajo te gradniki izgledati oziroma kakšne odgovore morajo imeti. To pride prav pri takih primerih, ko preverjamo odgovore in to pride prav, ko zahtevamo neko obliko. Zdaj, kot rečeno, s klikom na te 3 pikce spode posameznega vprašanja odpremo možnost preverjene odgovore. In z različnimi izbirniki lahko potem rečemo, ok, jaz bi pa rad, da besedilo recimo vsebuje e-naslov. In zraven tudi povemo, kakšna je oblika, kamor morajo ti uporabniki, kakšna je oblika odgovora. Zdaj, tle imamo različne možnosti. Tle rečemo recimo, da besedilo mora biti številka. Povemo, da mora biti recimo celo število. Povemo, da mora vsebovati besedo določeno. Tle bom mogoče pol pokazal, da boste videli, katere opcije so sploh na voljo. Ampak s tem, kot rečeno, z izbiro dodatnih preverjanj, spodaj delamo neko oblikovno preverjanje, ali je oblika odgovora primerna, ali se ujema s tistem, kar pričakujemo. To je predvsem vezano na te tekstovne odgovore, kjer recimo, ne vem, iščemo neko besedo, pa jo ljudje na različne načine vključujejo. Recimo, ker nekateri odgovorijo s stavkom, nekateri odgovorijo samo s kratko besedo in recimo tle lahko preverjamo neke take stvari. Torej, tle ni vsebinsko preverjanje, ampak oblikovno preverjanje. Ok, če grem naprej. Zdaj, ena od stvari, ki sem že prej omenil, je, da lahko z uporabo različnih odgovorov anketiranca vodimo po drugačni poti vprašanj. Kaj to pomeni? Zdaj, če si predstavljate, naredili smo več razdelkov. Imamo prvo stran, recimo, v katerem smo rekli, ok, tle je naslov in vpišite samo svoje ime in potem postavite recimo vprašanje tipa, katera je vaša najljubša barva in postavite več možnosti in glede na odgovore potem določimo, v kateri naslednji razdelek naj gre. V primeru, recimo rečemo, da če si je nekdo zbral možnost 1, gre v naslednji razdelek 2 ali pa kamorkoli sami določimo. Če si recimo izberemo možnost 2, potem si tudi lahko izberemo, kam gremo. Se pravi, v vsaki možnosti določimo, kam me bo ta odgovor pripeljal. Se pravi, ko bom jaz odločil, ko bom jaz to možnost izbral, me bo anketa peljala v drug razdelek. Zakaj je to fajn? Zaradi tega, ker recimo ljudje si zelo radi pomagamo oziroma plonkamo na način, da postavimo vprašanja, lahko ljudi peljamo po drugačni poti vprašanj. Kar pomeni, da recimo jaz, ki si bom izbral možnost 2, bom šel na drugo stran, medtem ko za nekoga, ki se bo pa izbral možnost 1, bo pa šel na tretjo stran. Ta možnost je namenjena vsem. Na tak način mogoče ljudem sam tisti, ki na hitro poskušajo plonkati, ugotovijo, da
ok, jaz imam pa mogoče malo bolj personalizirano anketo. To tudi lahko pomeni, da imate možnost tako narejen, da imajo različni oddelki različna vprašanja, ali pa da je samo vrstni red zamenjan. Pravi, da rečete, ok, najprej me dajte na tretji razdelek, potem nazaj na drugega in potem zaključite. Medtem, ko v neke druge udeležence ankete pa peljete najprej v drugi razdelek, potem v tretjega in potem zaključite s celotno anketo. Zdaj smo pa v bistvu pri točkovanju. Če smo se izbrali v nastavitvah kviz, se pri vsaki opciji izbere možnost, da lahko rečemo, najprej določimo točke. Za vsak odgovor oziroma vsako vprašanje lahko rečemo ok. Za vsako vprašanje lahko določimo število točk, recimo imamo bolj zahtevno vprašanje, manj zahtevno, enim damo večjo težo, drugim manjšo. Obenem si pa izberemo tudi, kateri odgovori so pravilni. V primeru vprašanj, kjer imamo možnosti ali, si pač izberemo eno od možnosti in zraven lahko dodamo tudi opcijo, da damo neko povratno informacijo glede na odgovor. Prav rečemo, ok, odgovor je pravilen, nepravilen, damo določeno povratno informacijo, ko ljudje odgovorimo na to vprašanje. Zdaj, ko to naredimo, potem lahko to shranimo, tako da kliknemo na celotno stvar. Zdaj, na hitro vam povem še neke take osnovne stvari, kako potekajo glede plonkanja. Jasno, plonkanje ga ne moramo preprečiti, ne glede na to, kako dobro ga naredimo, lahko ga pa umilimo. Zdaj, ena opcija, ki recimo, zdaj iskreno povem, jaz sem veliko plonkal, ampak ne na internetu. Znam pa ene par takih nasvetov povedati, ki mogoče vam bojo pomagali, da s tem malo preprečite recimo za učence višjih nivojev oziroma za kogarkoli, ki jih boste pač poslali te vprašalnike. Zdaj, ena opcija je, da vsakmu od teh uporabnikov povete svojo neko personalizirano kodo. Se pravi, ko pride na prvo stran, oni vpišejo neko kodo, ki ste jim vi sporočili. Oni si sicer lahko to kodo delijo, jih lahko več vpišejo, ampak v osnovi je lahko tako, da na tak način ločite, kdo je posamezen udeleženec. Stvar, ki je zelo uporabna, ki zelo na hitro deluje in malo teži plonkanje, je, da uporabljate mešane odgovore. Se pravi, da pri vsakem vprašanju izberete možnost, da se stvari mešajo. In tudi ena opcija je, da mešate vprašanja med sabo. Se pravi, da vrstni red vprašanj spreminjate. Kako to naredite? To je tako, da v nastavitvah prezentacije, če se vrnem nazaj, če se spomnite, kje je bilo to, v nastavitvah prezentacije izberete naključno zaporedje vprašanj. To bo v bistvu premetalo vprašanje, da ljudje ne bojo točno vedeli, oziroma si bojo sami mislili, da imajo mogoče malo drugačno vprašanje kot njihovi sošolci ali pa karkoli. Ena opcija je, da uporabite različne poti glede na odgovore. To pomeni, da, tako kot sem prej rekel, lahko razdelke spreminjate, oziroma glede na odgovore vodite udeležence v druge razdelke in na tak način pač preprečujete, da ljudje mislijo, da skozi isto delajo, da imamo podobne odgovore. To je en tak čisto osnoven princip, ki je narejen in se da. Stvar, ki je tudi boljša, je, lahko uporabite obvezno prijavo. Če vi rečete, da zahtevate obvezno prijavo, s tem omejite na samo en odgovor. To pomeni, da uporabniki lahko samo enkrat grejo skozi anketo in če rečete, ok, zdaj pa dovolim samo en vnos, kar pomeni, da grejo skozi anketo in pritisnete oddaj, še enkrat ponoviti te ankete ne bojo mogli. Se pravi, moji odgovori bojo zabeleženi, ne bom več mogel odgovarjati na to in s tem zaključite. Zdaj, stvar, ki je tudi fajna, je, da na prvi strani, ko nekoga povabite k tem, mu ne postavite vprašanje, ampak date čisto neko
osnovno informacijo o tem, kaj se dogaja, in potem šele z naslednjimi stranmi, z naslednjimi razdelki določite te stvari, kako ne bi šle. Tle videl sem en tak primer, ko ravno ta na prvo stran damo izberi svojo najljubšo barvo oziroma neko čist nepomembno vprašanje in s tem te pelje na drug razdelek in pot skozi kviz bo drugačna. Kaj pa najboljše je pa v bistvu, da postavljate dobro vprašanje. Jaz sicer nisem najboljši na tem področju, ampak z več izbirnimi vprašanji, z različnimi informacijami, slik, opisno vprašanje in tako naprej, boste dosegli to, da bojo ljudje boljši ali pa da bojo bolj zahtevno vprašanje in s tem način bojo omogočili. Odgovori bojo boljši in plonkanje bo težje. Zdaj, jasno, še zmeraj to ne pomeni, da ga lahko čisto preprečite. Vprašanje potem je, kako zdaj zaznati, da je nekdo plonkal. Tega pa v virtualnem svetu dejansko s pomočjo obrazcev ne boste mogli doseči. Te možnosti dejansko sam Google ne ponuja v tistem, kar poznamo, kar je trenutno dostopno. Ok, to je bilo na tej točki vse. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko se unmuta, priporočam pa, da predvsem do vprašanja postavljate v chat. Ok. Ja, jaz se zelo strinjam s tem, da na prvo stran date eno lepo sliko, lepo zadje. Zdaj bom jaz na hitro probal, če jaz lahko to naredim. Samo trenutek, da jaz naredim en kratko. Sam na hitro se jaz prijavim v sistem še enkrat, ker me je zgleda odjavil. Evo. Tako, kot ste prej videli, kako izgleda samo urejanje. Tole je interaktivno, kako samo vprašanje lahko urejate. Se pravi, tako, kot smo prej rekli, da če zahtevate, da morajo uporabniki napisati svoj elektronski naslov, se bo to že na uvodnem strani, da bo potrebno opisati elektronski naslov, pač zahtevana vsebina. Zdaj, če se vrnemo na ta vprašanja, na kratke odgovore, lahko rečemo tudi, da s tem, ko zahtevamo preverjene odgovore, zahtevamo, da recimo besedilo mora vsebovati besedo, recimo, če je vprašanje, kakšno je glavno mesto Savdske Arabije, mora vsebovati odgovor besedo Rijad. Zdaj, odgovor za to bomo lahko točkovali za eno točko. V primeru, da seveda označimo stvar kot kviz. Če na hitro grem skozi ostale opcije, možnosti A, B, spet lahko si izberemo različno točkovanje, A plus B plus C, ista opcija, različno točkovanje, če želimo mreže odgovorov, podoben sistem, kot sem prej povedal, in tako naprej. Razdelek, zdaj za primer tega razdelka, če hočemo recimo novo vprašanje dodati v ta razdelek, preprosto kliknemo na dodaj vprašanje, si izberemo možnost, recimo rečemo nek kratek odgovor, ali pa rečemo raje potrditvena polja, kjer postavimo vprašanje z nekimi različnimi možnostmi, dodamo skupaj, lahko dodamo sliko, si izberemo recimo Google in rečemo Rijad. Recimo izberemo to sliko in Google nam bo že avtomatsko dodal to sliko. Na tak način pač naredimo stvar malo bolj lepo ali pa malo bolj pregledno. Zdaj, ena od stvari, ki je bila prej omenjena v chatu, je, kako narediti drugačno sliko. Recimo, izberite eno drugo sliko za glavo in ustavite
in na tak način bo stvar postala malo drugačne oblike. Lahko si izberete tudi barvno shemo, je malo drugačna, in potem, ko izberete predogled, bojo stvari res izgledale malce drugačne. Zdaj, ali je to je pač stvar čisto posamezne izbire. Ok, pogledamo še, katera vprašanja so se pojavljala. Kako ustvariš kodo? Koda je stvar, ki jo sami nagenerirate oziroma sami spomnite. Lahko ti rečete, da je koda ime vsakega posameznika, ali pa rečete, ok, spomnite se nek sistem, kako lahko vsakega od učencev ločite med sabo, ali pa pač poštevilčite, izberete vsakemu učencu, date eno številko in na tak način v bistvu imate personalizirano kodo. Tle je možnost, da se lahko pač, tle je neskončna možnosti, kako to kodo narediti, oziroma kako določiti neko kodo posameznemu učencu. Predavanje bo predstavljeno na časorisu, ampak to bo verjetno Sonja sama povedala. Kako uporabiti formule? Google Formsi oziroma obrazci ne vsebujejo možnost vnosa formul. Se pravi, če predavate slučajno kakšno matematiko oziroma fiziko ali karkoli podobnega, lahko formule vnesete najlažje tako, da jih vnesete nekje drugje oziroma naredite neko obliko in vnesete sliko. Na tak način imate pol možnost dodati pač malce drugačno obliko formule, ampak vseeno pa imate opcijo s tem, da recimo v vprašanju navadnega tipa rečete, da more biti odgovor številka in more biti neka oblika je enako in rečete, da je odgovor na to vprašanje pa odgovor. Take opcije so na voljo, ampak da bi pa imeli direktno opcijo, da bi izbrali si samo formulo, da bi imel Google obrazci nek način, da si izberete malo zahtevnejšo obliko, tega pa ne da. Verjetno obstajajo kakšni vtičniki, ampak jaz na žalost tega ne poznam. Verjetno, mislim, iz moje perspektive se mi zdi, da je najlažja stvar dejansko, da napišete formulo, na roko jo slikate in dodate noter in pričakujete odgovor na tak način. Če jim lahko časovno omejim, mislim, da je bil odgovor malo više gor med vprašanji postavljen, ampak osnovna verzija Google Formsov tega ne podpira. Ena opcija, ki časovno omejitev, ki jo lahko dodate, je, da lahko zaklenete odzive. Odzive lahko zaklenete tako, da rečete, zdaj pa ne sprejemam več vnosov. Kar pomeni, recimo, postavim neko kontrolko in rečem, do določenega časa bi radi videli, da to odgovorite in čas imate do danes zvečer. In to pomeni, da danes zvečer moram jaz kot oseba, ki je naredila to, ta drsnik spremeniti v ne sprejemam več odzivov. Na tak način v bistvu omogočite, da ljudje več tega onemogočite samo anketo in tisti, ki so oddali anketo, so pač odgovorili, ostali tega nimajo možnosti. Vsi tisti, ki bojo po tistem, bojo dobili obraz, da se ne sprejema več odgovorov kot besedilo, zato so sporočili za anketirance. Ja, za časovno omejitev sva rekli. Možnosti Teamsov, ja, Microsoft je, mislim, da par let nazaj dodal v tudi Formse, nekaj zelo podobnega, ampak so malo drugače mišljeni oziroma imajo malo manj možnosti. Jaz jih to globoko nisem šel gledati, da bi znal povedati točno, kaj so razlike, ampak definitivno razlike obstajajo. Ok. Ne, udeleženci ne morejo videti, se pravi, vprašanje je, udeleženci vidijo, dokdaj ne vidijo. To je opcija je samo zaradi tega, ker to, se pravi,
akcija, ki jo lahko sami naredite, ko pač avtorji te ankete, oni nimajo te možnosti. Edina stvar je pač, da jih preprosto obvestite po recimo elektronski pošti oziroma napišete v sam besedilo na prvi strani, odgovore bomo spremljali recimo do takrat in potem vi na tisti trenutek onemogočite sprejemanje odzivov. Tako da v bistvu to informacijo morate prenesti ali skozi informacijo na spletni strani oziroma na strani ankete ali pa na nek drug način, recimo elektronsko pošto ali informacijo, ki je drugi. Ok, v bistvu smo dosegli 12, kar pomeni, da nekako zaključimo s tem predavanjem. Jaz bi se rad zahvalil vsem, ki ste postavili vprašanje, vsem, ki ste mirno poslušali vse to in sprejeli vse to. Zdaj, jaz vam predlagam, da tisti, ki niste imeli možnosti od začetka gledati, pogledajte prosim še enkrat nazaj, en del sem spustil sicer, ampak ta del prezentacije bomo dodali tudi zraven v sam video oziroma zraven, da se boste lahko pogledali, kako stvari. Zdaj vprašanje, ki ga pa še nisem, je pa, kako to sploh delimo z ostalimi. Ko imamo enkrat anketo narejeno, ko so recimo zaključena, z možnostjo pošlji, izberemo OK, zdaj bi pa radi poslali na določene naslove, ali pa s tem rečemo OK, zadeva, napišemo samo sporočilo, lahko rečemo opcijo, da že samo elektronsko sporočilo damo to anketo, ali pa s tem, ki rečemo pošlji, bom jaz na svojo elektronsko pošto dobil to. Druga opcija pa je, da se izberete povezavo. Tle boste dobili celotno povezavo in s klikom na skrajšar URL boste dobili malo krajšo povezavo, ki jo lahko delite. Se pravi, če to povezavo posredujete ostalim, boste na tak način imeli možnost, pač bojo oni dobili to povezavo in tam bojo lahko štartali. Zdaj čist tle primer, če jaz rečem kopiraj, odprem novo okno, vnesem to, se mi bo pojavil ta obrazec, kakršnega sem jaz prej na začetku naredil. Ok, na tej točki zaključimo, če bojo še kakšno vprašanja, smo, kot rečeno, bo vse to objavljeno in boste lahko videli še enkrat in če se bo kaj takega zgodilo, pa je. Ok, Sonja, bomo še kaj dodali? Jaz bi se sam tebi rada najlepše zahvalila za ta trud, ki si ga vložil v današnjo prezentacijo in seveda vsem, ki ste nam prisluhnili, da ste se udeležili in upam, da je bilo, kar ste izvedeli, za vas uporabno in koristno. Tako da res najlepša hvala vsem, ki smo se danes tlele povezali. Hvala. Lep dan še naprej. Lep dan tudi z moje strani in vabljeni še naprej k sodelovanju tudi pri časorisu. Lep pozdrav, hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.